Že kot 5-leten otrok sem sedel na prug pa gledal očeta, kako je slika. Tako da lahko rečem, da že od malih nog sem skozi nekako bil prisoten pri likovnem ustvarjanju. Oče je bil sicer samouk, slikar, ampak se pravi, že od 5. leta naprej sem dejansko dobil tiste osnove, ali pa mu rekel, nekako me spodbude osnovne za to, da sem potem se tudi sam navdušil za slikarstvo. Tako da bi lahko rekel, da je pozneje sem ves čas to sam nekako želel od osnovne šole naprej. V osnovni šoli je bil moj likovni pedagog Vinko Tušek, akademski slikar. Tako da me je tudi on navdušil najbolj za to, posebej še zato, ker je dal proste roke nam učencem, da smo lahko svobodno ustvarjali. Pozneje bi lahko omenil en tak osnoven razvoj. Tudi v poklicni šoli za graverja sem bil v Celju. V Zlatarni Celje sem se pač praktično tudi izpit naredil za graverja in tam smo risali vzorce za nakit. Mislim, da je tudi kar precej to na mene vplivalo, da sem se nekako, kaj pa vem, dobil ene estetske osnove za slikarijo, ki imam pa nekje, ki me ves čas spremlja. Svoje več kot 30-letno likovno delo bi pa razdelil, če lahko rečem, kar na nekaj obdobje. Najprej že to, tisti pač vpliv iz otroštva očeta, potem pač v izobraževanju šolskem v Celjski zlatarni, risanje vzorcev za nakit. Pozneje sem pa nekako tam 20. leta, ko sem bil star nekje okrog 20 let, sem pa začel prerisovati dela starih mojstrov, Rubinsa, Turnerja, no, največ te dva. Pozneje pa še bolj, bi rekel, take, ki so mi bili ljubi, tudi nekaj slovenskih likovnikov. Ves čas sem pa nekje skušal ene stvari raziskovati. Tako se pravi, da tudi danes še zmeram po tokem času mislim, da je treba, da mora biti likovnik nekako, v glavnem ne morem se ponavljati. Skušam ene posebne smeri, ene posebne izlete delati v likovnost, na različnih straneh, rečemo. Kar se tiče slikarstva in tudi kar se tiče samega oblikovanja kakšnih posameznih instalacij. Tako da dejansko, se pravim, za mene je to likovnost je veliko širša veja ali pa tak veliko širši pojem, kakor pa dejansko tako, da nisem samo slikar, ker mislim, da danes slikar sam po sebi je že toliko tehnologija, različna tehnični pripomočki so različni, da slikar dejansko ne more več biti kot slikar, ozko usmerjen, ampak da se mora podati bolj na široko. Dejansko se spomnim iz tistih šolskih dni, iz poklicne, ko sem obiskoval poklicno šolo v Celju za graverja. Se spomnim enega dogodka, dejansko so me sošolci pripravili do tega, da sem posebej moram poudariti, tukaj je enega izpostaviti, Klemenčič Bojana, živi v Kranju, ima zlatarno, da me je nekako pripravil do tega, da sem naslikal zadnjo stran Bankovca za 100 din. No, tudi on me je na ta dogodek spomnil že pred leti.
In smo šli v Celjsko pivovarno, sošolci, in sem tisti bankovec pač dal na takaric, ki je prišla računati. Sicer je poj opazila, da ni pravi, zato ker je bila sama ena stran pobarvana, ampak dejansko je bilo zelo zanimivo videti reakcijo, tudi ona, ko od začetka tega ni videla. Ne. Tako da smo se malo smehali, smo poj sicer plačali s pravim denarjem, ne, ampak ta dogodek me je ostal do zdaj v spominu. Tako da moram reči, da že takrat sem kar obvladal ene tiste, bomo rekli, klasične tehnike risanja. Bi lahko rekel za samo mojo tematiko ali pa, da jemljem teme iz medijev, iz radia, iz raznih časopisov, že zato, ker sem tega mnenja, da dejansko likovni ustvarjalec, jaz se bolj štejem za likovnega ustvarjalca, ne za slikarja, mora nekako biti družbeno angažiran. Ne, v primeru, čisto po domače povedan, če je nekje vojska ali pa jaz ne vem, da moraš biti ravnodušen ob tistih, že samo če na televiziji gledaš posamezne reportaže, tiste žrtve, tisto nasilje, ki je prisotno, ne moreš, likovnik, umetnik ne more ostati ravnodušen, ampak mora to nekako zliti v svoja dela. V bistvu je tako, da dejansko naj bi vsak slikar, in jaz se tudi pač trudim pri temu, poudaril oziroma vnesel v svojo likovno del tiste svoje značilnosti, ki so za njega posebne. Plus vse, se pravim, vpliv okolja, kar pa noben ne more zanikati, da okolje sam ne vpliva na vsa likovna dela, ne samo na likovna dela, na splošno na življenje in delo ljudi. Dejansko jaz zelo rad poskušam različne načine, pristope ali pa ene vrste izlete, bi rekel, v likovne različne smeri. Tudi, kar se motivov tiče, sem kar dost, drugače sem po srcu, bom rekel, figuralik, ampak drugače pa rad različne motive tudi izkoriščam za vsebino pri svojih likovnih delih, pri slikah. Omenil bi pa tudi dve ideje, ali pa eno bi prav posebej izpostavil samo idejo, kako sem prišel do slikanja udrtih slik. Imenoval sem jih polštre, poznaj, po domače blazine. Ne. In leta 1994, mislim, da je bilo leta 1994, sem šel k sestri na obisk in sem na zidu zadaj v Kranju, pri Starem Majerju, v gostilni Stari Majer, na zidu videl grafit, gor je pisal 2 deci skunka, poj pa telovaditi. In nekako tisti grafit, ta napis me je toliko, kaj pa vem, toliko zrevoltiral, presunil, da sem rekel, zakaj ne bi poskušal te napise, grafite nekako zbrati, malo zbirati in na podlagi teh grafitov ne bi naredil slike, da bi te grafite to tako, da bi vnesel v same slike te grafite, te napise. No in poj sem nekako začel, na podlagi tega so nastale, bom rekel, udrte slike. To mislim, da jih je zdaj okrog 18-19 komadov, večjih formatov, tudi meter, in so bile za tisti čas kar nekaj posebnega. To je bila ena taka, bi rekel,
en razvoj ene ideje, kako sem prišel od grafita pa do slike. Je pa res, da sem v te udrte slike vnesel tudi svojo abecedo, katero večkrat uporabljam na svojih slikah. In pa druga ideja, ki sem prišel, na katero sem prišel leta 2006, katero pa še danes razvijam, sem pa v branju časopisa, ki sem listal strani, sem gledal tiste fotografije, članke, reklame in sem nekako en določen občutek ob tistem branju. Sem rekel, zakaj ne bi, na eno tako misel sem prišel, zakaj ne bi ta občutek, ki sem ga dobil pri tem branju, skušal v svoj likovni del dati. In sem namesto teh, bi rekel tako, fotografij, rečemo reklam, sem vnesel noter na platen, na likovno ploskov, sem vnesel kvadrate, pravokotnike, različne geometrijske like. Namesto dialoga sem pa to z barvami, pa z likovnim simbolom to na te slike, na te ploskve likovne dal. Tako da nekje, rečemo, če si dobre volje, če si prebral eno novico, ki te je razvedri, ali če si brez občutkov, ali če je slaba vojna, karkoli, uporabiš določene barve za to. Pri teh zadnjih delih, katere sem s to idejo, ki razvijam iz časopisa, skušam z likovnimi sredstvi, simboli, to se pravi s črto in s piko in z barvami, ploskvami, izraziti en svoj oseben odnos do določene novice, ki sem jo prebral v časopisu. In tudi sama dela sem imenoval novice. V bistvu sem pa pristaš angažiranega slikarstva, to pomeni, da se nekje umetnik, ki živi v enem okolju, ne more biti neobčutljiv za dogodke in stvari, ki se dogajajo okoli njega. In tudi mislim, da mora likovno delo imeti vsebino. Se mi zdi še zmeraj, da je likovno delo nekje vsebina, tisti del, ki je zelo važen pri likovnem delu. Seveda pa tudi sama osebna izpoved, oziroma bomo rekli po domače, eno osebno stvar, ki jo da vsak umetnik noter v svojo likovno delo ali pa v sliko, rečemo v tem primeru. Rad raziskujem nova področja, katera še nisem do zdaj. Je pa res, da sem po duši, kakor sem že prej rekel, figuralik in bo to tudi ostal. Tako da bi pa šel rad malo v abstraktno smer. Ampak sem prepričan, da se mora umetnik, slikar v tem primeru najprej sam, bomo rekli, dokazati, da mora biti na razvoj prisoten. Ker šele po tistem razvoju lahko rečeš, da si prišel do ene stopnje, da se lahko tudi predstaviš. Nič ne jemljemo, ne abstrakcijo, ali pa ne figuraliko, ali pa realistično smeri, ampak ena določena pot mora biti, da se razviješ kot osebnost in kot slikar.